Andrina, na zadnje, ko smo govorili v Portorožu na festivalu slovenskega filma, si mi rekla, da kljub temu, da je film dobil nagrado na festivalu Diagonale in potem, da so bili v distribuciji nekaj, da so bili dobri odzivi, si rekla vseeno, da pričakuješ potem pa slabe odzive na film v Avstriji. Mogoče, pogovarjali smo se o tistem prizoru, kjer snemaš te nemške nacionaliste, to združenje. Da sem si pri snemanju pričakovala tudi. V bistvu ne tedaj, ko smo se pogovarjali midve, ampak seveda pri snemanju sem si mislila, da bodo reakcije mogoče tudi bolj negativne, ampak v resnici teh negativnih reakcij pa se mene niso dosegle. Torej potem v distribuciji, zdaj pa verjetno že nekaj mesecev je potem bil v Avstriji in pač so ga ljudje dobro sprejeli. Ja, absolutno. Tudi v Avstriji dobivljala sem zelo veliko e-mailov in pisma, seveda koroških Slovencev, ampak ne samo dvojezičnih, ampak tudi enojezičnih, ne vem, Dunajčanov, Štajercev, ki se mi enostavno tematika zdela zanimiva ali pa ki so bili ganjeni. Večina mi je seveda napisala, da o tem ničesar niso vedeli. Nekdo mi je napisal z Dunaja, da so se po filmu odločili, da se bodo učili slovensko. Ja, tako. Ampak v bistvu so razen enega pisma, ki bilo bolj tako iz teh desničarskih krogov, pa tak, ampak drugače je bilo vse tako bolj pozitivno, zelo pozitivno. Mene je, ko sem gledala film, presenetilo, da film govori o koroških Slovencih, o slovenščini, pa je vseeno posnet pretežno v nemščini. Seveda si mi povedala, da je to zato, ker je namenjeno Avstrijcem, ker je namenjeno zaveščanju Avstrijcev. Ampak me vseeno zanima, kako pa si razmišljala, kdaj boš kaj povedala v slovenščini, kdaj boš uporabila nemščino? Ja, to je zanimivo, ker jaz sem si to danes prvič sama mislila, slovenska publika in pravzaprav večina tudi seveda mojega teksta in toliko je posneto v nemščini, ampak zame je bilo vedno jasno, da bo to v nemščini, ker seveda to je moj življenjski prostor, odkar sem rojena v Avstriji, seveda, ampak tudi zadnjih 20 let ali pa še več, ko živim na Dunaju, je pač to moj glavni jezik, ampak sem že vedno tudi imela bolj v glavi seveda Avstrijce, ki sem jih hotela tudi adresirati s tem, ker seveda tam naše pravice niso uresničene. Ampak se zdaj vedno bolj tudi sama mogoče zavedam tudi, kako malo se v Sloveniji v resnici ve o tej tematiki, problematiki, o manjšini. Moram priznati se tega, kako, ne vem, to so bile reakcije do zdaj, da mi pač ljudi vedno spet rečejo, da tega sploh niso vedeli, da je toliko novega za njih, da se to sploh nisem tako zavedala, da se v Sloveniji tako malo ve. Ampak mogoče se motim, ne vem, mogoče. Ampak do zdaj so to bile tak reakcije. Ja, tudi moja reakcija je bila takšna, ja. Ma mogoče kdo kakšno vprašanje za režiserko? Lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje in sicer bilo mi je malce presenetljivo videti, kako se v cerkvi pravzaprav pojejo partizanske pesmi. V sklopu zgodovinskega revizionizma, ki se v zadnjih letih dogaja v Sloveniji, se zdi vse manj in manj mogoče, da bi v Sloveniji lahko videli kakšnega od takih prizorov. Je to nekaj normalnega na avstrijskem Koroškem? Kako bi rekla, sem se s tem tudi s partizanstvom na Koroškem že dolgo ukvarjala, tudi v drugih filmih. In sem že vedno imela ta vtis, da ni bila ta ločitev taka zdaj med cerkvijo in partizanstvom, da je to bilo povezano, da so tudi duhovniki pomagali partizanom, da so partizani celo med vojno hodili na maše. Ker enostavno tudi za večino je bil pač vzrok, da so se tudi pridružili tem antifašistični borbi, pač to, ker je bil njihov jezik prepovedan, ker so bili, če ne sami, so bili sorodniki, sosedi deportirani. Tako da mislim, da pri nas ta ločitev ni bila tako ekstremna.
po letu 45 potem spet bolj. Ja. Po letu 45 se je začelo spet bolj deliti v levico in desnico. To je bilo tudi na Koroškem tako. Imamo tudi dve organizacije, koroško-slovenske, ena bolj levičarska, ena bolj desničarska, čeprav to danes po mojem ni več tako res. Ampak ta scena v filmu, bi rekla, kljub temu ni tako običajno in je že nekaj posebnega. Tudi, da se je ta partizanski spomenik obnovil in da so bili občine pripravljeni, to je bila občina Vrba, pripravljeni, da pri tem sodelujejo in tudi cirkev. Ampak v bistvu je bilo tako nameravano, da bo ta prireditev oziroma spomenik, da bo to na pokopališču in ker je tako deževalo, to se vidi tudi na koncu te scene, so se kratkoročno odločili, da bo v cirkvi. Ampak je že tudi nekaj posebnega ta kombinacija. Tamle je še nekdo nekaj vprašal. Mene zanima, a bi bilo dobro še narediti kakšno nadaljevanje. Govorci iz Roža, recimo, tam so najbolj zanimivi in najbolj zavedni in tudi najbolj zanimive akcije so imeli v preteklosti. Recimo z ovcami in z črno ovco, recimo, in tako naprej. Merjenje, antropološko merjenje glav Slovencev z metri za meriti drevesa, pa tako so zelo zanimive stvari bile. Mislim, da bi bilo zelo dobro narediti še eno nadaljevanje. Hvala. Izvrsten film, čestitke. Hvala lepa. Ja, če bo kakšno nadaljevanje, jaz ga ne bom več naredila. Ampak ja, delam na igranem filmu, v bistvu partizanski igrani film, ker tega v Avstriji še nimamo. V bistvu ja, ne obstaja in bi bilo lepo, če mi bo to uspelo. Še tamle nekdo želel? Ja, meni je bila zanimiva tista scena, ko ste šli na teh skot, tam zborovanje teh nacionalistov in ste dali izjavo enega Tržačana notri, enega najbolj zagrizenih desničarjev v Trstu, ki je izredno sovražno nastrojen tudi proti Slovencem v Trstu in se mi je zdelo neverjetno, kako lahko tudi proti Slovencem, ki živijo v Avstriji, isto mislim, da je taka mržnja in tak strup, da pluva ne samo po Slovencih v Trstu, ampak tudi po koroških Slovencih in zato me še bolj razjezilo, še bolj od tega, kar sem bil prej jezen, me je še bolj razjezilo, zdaj ko sem slišal to njegovo izjavo, ker je govoril, da so Slovenci volili za Jugoslavo in Vindišavi za Avstrijo, češ da so bili Slovenci izdajalci nekako oziroma. Ja, točno, to je še vedno ta argumentacija, v bistvu, zakaj Slovencem ni treba v bistvu dati nobenih pravic ali pa te obljube ni treba izpolniti, ker ja, baje Slovenci sploh nikoli niso glasovali za Avstrijo, temveč samo Vindišari. Ampak mene je to tudi začudilo, da se to tako odprto še dan danes tako govori v javnosti. Ja, Bi še kdo kaj vprašal, kaj pokomentiral? Ja, to je takšna družbena problematika, mogoče še bolj izrazito kot pri drugih, da je res tudi pomembno tukaj osebno doživljanje tega dogajanja oziroma pač te težave, zato ker jezik je vseeno tako neločljivo, naša materinščina je tako neločljivo zvezana s tem, kar smo, z našim doživljanjem sveta, z našim razmišljanjem in tako naša identiteta. Tako da me zanima, mogoče tvoje osebno, glede na to, da to je že tvoj tretji film na to temo, če se ne motim, tvoje osebno doživljanje tega izginjanja slovenščine oziroma tega marginaliziranega položaja koroških Slovencev, kaj je bilo tisto, kar te je mogoče, je bilo kaj od tega tvojega osebnega doživljanja tisto, kar te je tako močno motiviralo, da si posnela te filme? Ja, v bistvu pri tem filmu ta motivacija sploh ni tako prišla od mene ali pa pravzaprav je prišla izven od zgodovinarja Olivera Radkolba, kjer poučuje na Dunajski univerzi in je zelo renomiran v Avstriji.
In on me je kontaktiral, če bi me ne bi zanimalo, da naredim kratek dokumentarni film o zgodovini Hodiše Kojčah, kjer sem sama doraščala. Ampak on tega teda sploh še ni vedel, da jaz prihajam sama iz Hodiš. In ker sem poznala njega in njegovo delo in me to zanimalo, sem rekla, ja, sem začela premišljati, kaj bi me zanimalo na tej zgodovini Hodiš. In je bilo to izginjanje slovenščine, da je pred 100 leti v bistvu skoraj vsak govori slovensko in danes, če kdo tam, tudi ljudi, ki tam živijo, se še zavedajo ne več, da slovenska manjšina tam živi in obstaja. In tako se je začel razvijati ta film in postal pravzaprav vedno večji, kot je bil načrtovan. Ker sem potem se odločila, da nočem snemati samo v Hodišah, ker je pač tam pri nas v Hodišah vzdušje že bolj, kako bi rekla, ne vem, ni več veliko slovenščine. Smo občutek imeli, da tudi ni več veliko ljudi, ki se res za to bori in ni več toliko mladih. Ja, da prevlada že ta občutek, da je že vse mimo. In zato sem hotela tudi film potem le še odpreti in razširiti, ker sem hotela imeti tudi mlade študente in druge glasove, ki so še bolj, ki imajo še več energije in so še bolj borbeni. In tako je film postal večji. Ampak tako sama, mislim, si to ne bi bila izbrala še enkrat kot temo za dokumentarec, ker bi si bila rekla, to mi je preveliko nekako, tako 100 let koroške zgodovine, kako iz tega narediti film, brez da je preveč nekako poučen. Ker to je pač pri teh filmih vedno tudi težavno, kako toliko razlagati, ker ljudi te stvari pač ne vejo, brez da postane film preveč tako šolski pa suhoparen. Si pa rekla v Portorožu, da je nekako film na koncu snemanja oziroma na koncu produkcije izpadel veliko bolj oseben, kot je bil načrtovan na začetku. Bi lahko kaj o tem povedala? Ja, to je res. To, da bo tako oseben, kot je zdaj, tako pravzaprav nisem načrtovala in se je tako polagoma en korak za drugim v bistvu Jürgen, avstrijski producent, s katerim sva tudi par in pozna moje filme in moje delo in je tudi spremljal ta proces. On se je tudi spomnil na ta material z mojo babico, ta 16 mm material, ki je tako v sredi filma, ki je brez zvoka. Ko se jo vidi v hiši, pa to je material, ki sem ga snemala v prvem letu na Dunajski filmski akademiji. Ja, in potem je prišla ta ideja, da bi se uporabil ta material. In bolj proti koncu snemanja sem tudi izvedela, da bojo podrli hišo babice in seveda to bolj postala ideja ali pa da hočemo, ali pa da hočem to posneti in ja, s tem se je to nekako tako pomešalo in bi postalo več tega starega materiala tudi. V bistvu te dve sceni z mojo babico, intervju sceni, deli intervju, to smo v bistvu šele na koncu pri montaži dodali. Se pravi, tako korak za korakom in s to hišo in s to zgodbo babice je postal film potem tudi nekako bolj oseben. Ja. Kakšno vprašanje, kakšen komentar? Mene zanima, glede na to, da je obdobje precej dolgo, ko si snemala, kdaj si imela občutek, da zdaj je konec, da lahko zaključim, da grem v montažo. Drugo vprašanje pa povezano prav z montažo, koliko filma je nastajalo v montaži in koliko je bilo že prej premišljeno neko ogrodje in koliko se je v bistvu v fazi montaže spreminjalo, recimo, a si imela ta off-text mišljen že nekje si dala na koncu ali je bil vmes, ali je bilo že na začetku nekako mišljeno, da boš to tako da je bil film, ki je potem nastajal še v montaži ali si recimo nekako tako posnela in rekla, ok, zdaj imam zadost, grem v montažo in zdaj dam to skupaj. Film je močno nastajal v montaži in sem tudi zdaj spet razmišljala, koliko smo tudi poskušali v montaži, včasih en stavek več, en stavek manj, koliko smo tudi predstavljali različne scene, ker seveda sem imela koncept napisanega, ampak pri takemu filmu enostavno ni enostavno to vse predvidevati in so po mojem dokumentarci, ki se jih lažje vnaprej napiše,
pri tem ni bilo tako in tudi situacija bila toliko nekako neobičajna. Seveda tudi, ker sem imela majhnega otroka, ampak tudi, ker smo se hoteli dalj časa snemati in tudi ta praznovanja 10. oktobra, te svečanosti pa to, da smo vedeli, da bomo v bistvu snemali preko sem že malo zaspala danes, oprosti, preko enostavno dolgo časa in tako, da smo pač vedno snemali, vedno spet, naprimer, en teden in potem šli spet v montažo. Pa snemali 3-4 dni, šli nazaj v montažo in včasih tudi v montaži enostavno potem videli, to nam še manjka. Potem seveda je bila korona, pravzaprav to je tudi veliko spremenilo, ker čisto na začetku pri mojem konceptu sem hotela snemati še več v bistvu srečanj, v bistvu manj intervjujev in več dogodkov, mogoče seje, srečanja in seveda tega potem sploh ni bilo. In po prvem lockdownu edino, kar je bilo spet možno, so pač bili tako intervjuji na distanco, snemanje na prostem. Pa tudi naprimer tam najmlajša generacija in šolanje je bilo zelo važno zame in tudi to zelo dolgo ni bilo možno zaradi korone. Se pravi, ker nismo dobili pravice, ni bilo dovoljeno, da grejo tuje ljudi v šole. Ja, tako da veliko je nastalo v montaži in smo poskušali in tudi to vprašanje, koliko je moj glas lahko tisti, ki razlaga. To sem bila jaz sama zelo skeptična. Koliko sem jaz lahko tista, ki daje informacije in tudi številke, naprimer. Kdaj so se Slovani naselili. In ja, tam smo pač poskušali, koliko teh informacij je potrebno. Pa še v koncu, kdaj si se zavedala, ok, zdaj je pa konc, pa lahko zaključim montažo, zdaj. Ja, po eni strani ta 10. oktober, nekako je bilo jasno vse nekako voditi, ja. Ampak tedaj sem sama nekako še upala in si želela in mislila, da se bo mogoče še kaj spremenilo na boljše za manjšino. Da bo mogoče okoli teh praznovanj in okoli te obletnice, da se bodo še kaj spomnili. Ja, mogoče vsaj postavili par dvojezičnih tabel več, pa ja, 3 ali kaj so jih postavili, ampak nič tega velikega se ni zgodilo, kot sem mislila. Ampak s temi svečanosti v bistvu za me je bilo jasno, nekje tu bi se naj film končal in seveda s tem, da sem vedela, da se bo hišo babice podrlo, to je v bistvu bil čist zadnji dan snemanja in film je bil več ali manj gotov in smo to še dodali, v bistvu kot zadnjo sliko. Lahko še poveš, koliko je trajalo v bistvu od te, ki si je omenjala, povabila za kratek film do končnega? Ja, tisto povabilo za kratki film, mislim, da je bilo 2017. Ja. In končni film je imel premiero pri Diagonali prejšnjo leto. Marca. Ja. Aprila prejšnjo leto. Kako pa je bilo nastopiti v filmu za ljudi, ki si jih posnela? Se je kdo zavrnil sodelovanje, mogoče zaradi stigme, ali pa je bilo komu drugemu mogoče pomembno, da lahko nastopi, da lahko spregovori o tem? Ja, pravzaprav večina je bila pripravljena. Začela sem tudi s tem, da sem v Hodišah v bistvu iskala ljudi, ki so bili deportirani. Seveda tudi tisti, ki zdaj še živijo, so bili tedaj zelo majhni in deloma se ne spomnijo več tako, imajo pač fragmentaričen spomin na ta čas in za nekatere to zelo boleče ali pa tudi se enostavno nočejo tudi res izpostaviti te javnosti in tega niso hoteli. Nekdo, ki mene vedno zelo, zelo gani, je bil gospod Šušu, ki pripoveduje, kako je bil deportiran kot majhen otrok, ki pripoveduje v nemščini, ker se mi tudi zdelo zelo zanimivo, ker prvič, ko sem bila pri njemu, je govoril z mano v slovenskem narečjem in ko sem prišla z ekipo, ki je bila avstrijska ekipa in so govorili nemško, je on tudi šel v nemščino in jaz sem ga večkrat nekako sem mu rekla, da ni treba, da govori zdaj z mano nemško in da je v redu, da govori slovensko in je rekel ne.
Ampak se pravi, da je bil tudi tako navajen, če so ljudi tam, da enostavno pripovedujejo v nemščini in mislim, da je to pri njemu bilo res prvič, da je komu tako pripovedoval. Ja, in drugače tako večinoma so bili vsi pripravljeni. Jaz sem se skoraj bolj čudila tam pri tistih nemško-nacionalnih organizacijah, da so bili pripravljeni. Ampak tudi, da meni nikoli niso vprašali, kdo sem. Še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Ja, tam le nekdo? Ja, na Koroškem prvič pri Diagonali v Gracu smo dobili nagrado občinstva, kar je bilo nekako tudi presenetljivo. In na Koroškem je bil film dolgo časa razprodan, tako da so ga v bistvu vedno spet vrteli v kinu. Sicer pa ne vem, koliko zdaj... Jaz že mislim, da so tudi enojezični film gledali, ne samo manjšina, in tudi zdaj po društvih ga še vedno veliko kažejo. Ampak mogoče bi si želela, da bi dosegel še več ljudi, še bolj široko. ORF ga je kofinanciral, ampak ga še niso vrteli in še ne vem, kdaj ga bojo kazali. Ampak rečejo, da bojo in tudi v originalu s podnaslovi, kar je za ORF zelo neobičajno. Ker ponavadi vse sinhronizirajo. Prej si govorila o mladi generaciji, pa me zanima, glede na to, da vidimo v filmu mlade ljudi, ki protestirajo, ki se pogovarjajo o tem, a se je vendarle ta status slovenščine malo spremenil v zadnjih letih ali pa mogoče v zadnjih desetletjih? Kaj bi rekla? Ja, sigurno status slovenščine se je sigurno nekako spremenil in ni več tako negativna, ampak po drugi strani tako na vasi. Je pa še vedno za opaziti, če sem zdaj doma na vasi, da je to, če kdo slovensko pozdravi in hvala ali dober dan, da je to še vedno tako kot en statement. Da je še vedno tako, kot da se slovenščine tako bojijo. Tako da in to, da smo Slovenci kot Židje, kot je v tem čudnem pismu, to mi je tudi nekdo v bistvu sosed, nemško govoreči, ki je približno v moji starosti pred kratkim še rekel. Tako da navzven se je že spremenilo in prestiž slovenščine je že boljši in se tudi opaža, da Avstrijci se zdaj peljejo v Slovenijo, nekako odkrivajo zdaj Slovenijo, prej so samo šli v Italijo, da se to spreminja, ampak koliko gre to res v globino, to pa ne vem. Mislim, da je to bolj tako površno. Ja, vidimo te otroke, ki se učijo slovenščino v šoli, ampak je vse zelo na neki osnovni ravni. Kako ti je ime, koliko si stara, kaj je tvoj hobi? Ni zares neko, da bi rekli, da obvladajo slovenski jezik, pa potem tudi povejo, da ne bojo nadaljevali slovenščino, da je enostavno preveč nepraktično, kar se mi zdi taka mehka oblika zatiranja. Ni prepovedano, samo nepraktično je, ker se je treba nekam daleč peljati in tako. Ja, to je v bistvu dobro povedano, ker je teh mehkih oblik zatiranja še vedno toliko enostavno, ker pač šol ni, tam, kjer tisti otroci živijo, enostavno v bližini ni nobene šole in bi se morali vedno voziti v slovensko gimnazijo. Teh oblik zatiranja pač veliko takih v tem stilu in smislu. Ja. Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Glede na to, da sem verjetno zadnja, bi vseeno rekla, ker je bil film meni tako pretresljiv po svoje. Ampak v nekem naključju sem imela to srečo, da sem lani od aprila do konca leta živela, bila na nekih delovnih počitnicah, recimo na Koroškem, in sem prišla v vas Moščenica. To je, tako kot bi rekla, mi je neko vseeno tolažba, da sem bila tam, če ne bi bila bolj pretresena, ker sem prišla v vasico 17 hiš, brez ograj, kjer govorijo slovensko. Šla sem z namenom, da se naučim malo nemško pri teh letih, naučila sem se samo 4 besede, ker so bili navdušeni, da govorim slovensko. In govorili so
tako lepo slovenščino, da je jaz ne znam. In sem bila prav ganjena. In bi tudi tako rekla, recimo, da sem zadnja, da sem si predstavljala, da je to raj na zemlji. Kakor so hudega doživeli, je to ena taka čudovita pokrajina, en tak mir, nekaj tako lepega, prvinskega, naravnega, z ljudmi vred, seveda, prijaznimi ljudmi, da sem še danes hvaležna, da sem imela to priložnost tam živeti. Tako da lažje prenesem to, kar sem videla v filmu, in hvala za ta film. Bi pa rekla, to, kar je v začetku nekdo rekel v cerkvi. Jaz, ki nisem verna, sem šla tam v cerkev in sem bila čisto šokirana, da je bila maša v slovenščini in da je bilo samo par besed mogoče sem in tja v nemščini. Sem potem tudi vprašala, zakaj. Ja, prav, on takoj ve, župnik takoj pogleda, kdo je v cerkvi, in pač govori tisti jezik, v katerem je večina. In jaz sem bila čisto šokirana, tako kot je bil Mladenič prej šokiran o partizanski pesmi v cerkvi. Tako da sem pravzaprav, ne glede na to, da nisem verna, sem prav rekla župniku, pa jaz sem prav hvaležna, ker pravzaprav vi se najbolj trudite tukaj za slovenski jezik. In ko je on na obisk prišel, sem se tako potrudila, pa rekla mu, herzlich willkommen. Ja, čist, ker malo manj kaznoro je rekel. Ne, kar lepo slovensko govorite. Tako da jaz bi te rekla res, da upam, da ohranjajo čim dlje to in da ljudje takšni, kot ste vi, režiserka, prinesejo na nek lep, mehek način drugačno razumevanje problematike. Želim vam srečno, pa naj dolgo govorijo slovensko, pa še neki rešitev, da sodelujemo, da hodimo mi v Avstrijo, govorimo tam slovensko, vi prihajate, sodelujejo vrtci med sabo, tako kot je bilo prej na okrogli mizi, ta pomankanje vzgojiteljic, da se obiskujejo med sabo, povezujejo vsi ti, ki so tukaj, ki imajo možnost sodelovanja preko različnih inštitucij, da se povezujejo z, društvi, ki so odlična, aktivna, tako da gre tudi društvom zahvala, da slovenščina, da se čim dlje ohranja. Tako da hvala vam za lep večer. Hvala. Hvala. Samo čisto kratko, vem, da smo vsi utrujeni. Zaradi te vloge cerkve. Cerkev je res na Koroškem igrala vedno eno veliko vlogo tudi pri slovenščini, ker se je v cerkvi v bistvu ohranjevala slovenščina. Ampak naprimer, samo en primer, jaz sem imela zdaj pri tem snemanju obratno situacijo, da sem hotela snemati v Hodišah v cerkvi in smo imeli dovoljenje in so mi pa v bistvu večer pred snemanjem rekli, da tega ne smem, ker so nemško govoreči iz tega Kirchenrat, to je slovensko, ne vem, kaj je Kirchenrat, župnija v bistvu, da so nemško, ne vem, če je točno župnija, ampak to združenje, da so tam nemško govoreči proti tem, da bi snemala v cerkvi. Se pravi, da je težko enostavno generalizirati. Ampak hvala za vaše besede. Preden vas povabim v kavarno na druženje, bi na oder povabila še Sonjo Prosenc, ki bo režiserki podelila nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo. To ga pogledaš, pogledaš in iščeš. Čestitke. Ja, hvala za nagrado. Ja, v bistvu že dalj časa vem, v bistvu, da sem jo dobila, ampak za podelitev februarja
nisem mogla biti tu, bilo je zelo kratkoročno in hvala za nagrado, ki se zelo veselim. Predvsem, ker pride od kolegic in kolegicah, ker je posebno lepo. Hvala.